Lep pozdrav, jaz sem Gorazd Vodeb, vodja oddelka za informacije in izposojo gradiva v NUK-u. Tukaj je nekaj v chatu, ja. Zdaj, ta naša predstavitev ne bo prav zelo obsežna in prav zelo v globino. Je en tak osnovni pregled teh različnih virov in storitev, ki jih dobite v NUK-u, ki vam mogoče prav pridejo. Kot sem že rekel, bom naredil na vsake toliko časa pavzo po določenem sklopu, tako da lahko takrat vprašate. Ne bom šel pa prav v podrobnosti in pa globino. Namreč ponudba NUK-a je pravzaprav res zelo široka, z zelo obsežno zbirko in verjamem, da vas zanima en določen del, en določen majhen del zbirke, drug pa mogoče ne. Tukaj se nam zdi prav, da imate nek pregled nad vsem tem, kaj lahko v NUK-u dobite in potem, da ste pač informirani in da veste, kje vam lahko pridemo pač nasproti pri vašem študiju oziroma raziskovanju. Jaz bom začel zdaj deliti prosojnice in pa spletno stran. Zdaj bi mogli videti pač začetno stran, prvo stran diaprojekcije, upam, da vsi vidite. Ima kdo kakšne težave? Upam, da ne. Skratka, v NUK ravno letos praznujemo 250-letnico NUK-a in NUK je prva slovenska javna znanstvena knjižnica. Skozi svojo zgodovino je bil najprej licejska knjižnica, potem študijska knjižnica, potem spet univerzitetna biblioteka malo pred vojno. NUK združuje poslanstvo nacionalne knjižnice, se pravi knjižnice, ki skrbi za kulturno dediščino ali pa pisno dediščino naroda, ki zbira vse, kar je izšlo, izdaja slovensko bibliografijo in določene druge dejavnosti opravlja. Nekako to je naše najpomembnejše poslanstvo. Univerzitetno poslanstvo je nekoliko podrejeno, tukaj pač imamo gradivo in prostore in različne za študij in pa tudi znanstvena knjižnica smo, ker pač podpiramo seveda raziskovanje. Ta poslanstva se med seboj prepletajo. Zdaj začel bom z predstavitvijo, zelo kratko, grobo predstavitvijo, kaj naša knjižnična zbirka obsega. Potem bom nadaljeval z informacijskimi viri, ki jih pač uporabljamo, da sploh pridemo do gradiva. Nadaljeval pa bom potem z našimi storitvami. Zdaj, tukaj so napisane številke, ogromna zbirka. Imamo seveda različne vrste knjižničnega gradiva, od takega, ki je že danes obsoletno, recimo mikrofilmi, CD-romi, audiokasete, gramofonske plošče, shellac plošče, to vse pač sistematično hranimo in tudi omogočamo uporabo. Zdaj, najpomembnejši del naše zbirke je tako imenovana Slovenika. V tem stavku imate napisano, kaj to pomeni Slovenika, katere publikacije, katera merila določajo, kaj je, se pravi, ne samo, da je šlo v Sloveniji, ampak tudi, kar govori o Sloveniji, Slovencih pa je šlo v tujini. In tukaj je pomemben predpis. Mi smo dobili ta privilegij že leta 1807, ko smo dobivali obvezni izvoz s področja Kranjske.
Potem se je to širilo na področje Jugoslavije, potem v letu 1991 imamo seveda pravico samo še do obveznega izvoda na področju Slovenije, tako da tukaj smo, v tej zbirki smo mi najmočnejši, a ne, nobena knjižnica seveda nima toliko, bom rekel, gradiva o Sloveniji seveda kot mi. Tukaj mogoče ne pozabiti, da mi imamo pravico tudi do obveznega izvoda elektronskih publikacij, se pravi ne samo arhiva slovenskega spleta, to, kar je recimo dostopno, pa je prosto dostopno, ampak tudi tistih publikacij, do katerih je dostop omejen, za katere je treba plačati. Mi imamo pravico, da na posebnih računalnikih te publikacije dajemo v uporabo, ampak to samo na lokaciji NUK. No, kot ste lahko že prej slutili, imamo tudi veliko zbirko publikacij s področja Jugoslavije, bivše Jugoslavije. Potem imamo pa seveda tudi znanstveno in strokovno literaturo v tiskani obliki, še veliko več pa v elektronski obliki. Poleg tega nam tudi ARRS oziroma ARIS, Agencija za raziskovalno in inovacijsko dejavnost, obvezuje založnike slovenskih znanstvenih in strokovnih publikacij, da nam predajo kopije in mi potem omogočamo prost dostop. Zdaj še na hitro čez posebne knjižnične zbirke. Mi smo določen del gradiva, ki ima svoje posebnosti ali zaradi svoje oblike ali vsebine, nekako oddelili v posebne zbirke, za katere skrbi poseben bibliotekar, skrbnik, ki obdeluje, daje informacije. Nekatere zbirke imajo svojo čitalnico in nekako naša najpomembnejša zbirka je rokopisna zbirka, ki vsebuje pač te srednjeveške rokopise, se pravi rokopise, ki so nastali pred izumom tiska iz recimo samostanov. Tukaj na levi vidite recimo primer stiških rokopisov, to je eden prvi primerek zapisa slovenščine. Drugi del so pa novoveški rokopisi, se pravi zapuščine pomembnih slovenskih avtorjev, ne samo literatov, tudi drugih. Tukaj recimo rokopis Kosovelove pesmi, in v teh zapuščinah imate lahko tudi dnevnike, korespondenco, dokumente, marsikaj se najde. To niso publikacije, to je pač avtorjev nekako osebni arhiv, če tako rečemo. Potem imamo zbirko starih tiskov, tukaj so knjige od začetka tiska, pa tam do leta 1850. Tukaj recimo noter knjižnica Žige Zoisa, ki smo jo dobili od različnih samostanov, in tako naprej. Pač te najstarejše knjige. Potem pomembna je tudi glasbena zbirka z notnimi zapisi, z zvočnimi posnetki, se pravi od audiokaset, gramofonskih plošč. Potem imamo tudi notne zapise za tujo glasbo, ne samo Sloveniji, kot tudi glasbene rokopise, recimo od skladateljev slovenskih, tudi arhive koncertnih sporedov, filharmonične filharmonije. Potem kartografska zbirka, imamo seveda prve zemljevide slovenskega ozemlja, evropske atlase, topografske karte iz Avstro-Ogrske, nekdanje Jugoslavije. V slikovni zbirki je za izpostaviti so plakati, najobsežnejša zbirka plakatov v Sloveniji, potem razglednic, fotografij, pa potem tudi grafičnih listov. Zbirka drobnih tisov, to so publikacije, ki so bolj internega značaja, kakšno informativno gradivo, katalogi, kakšni programi, reklamno gradivo, učno gradivo, pravilniki, telefonski imeniki. Potem je zbirka tiskov Slovencev, izseljencev, pa tudi beguncev, to imata dva primera. Potem zbirko serijskih publikacij, seveda od začetka, od prve od Ljubljanskih novic pa do danes, in literatura za bibliotekarstvo.
Tako, zdaj, samo trenutek. Uh, Zdaj, mi imamo seveda, mi hranimo gradivo v zaprtih skladiščih. V resnici je komaj kaj gradiva v prostem pristopu. V resnici imamo dva skladišča. Tisto skladišče, ki je dislocirano, je na obrobju Ljubljane, je v resnici še večje kot skladišča na Turjaški, ima še več gradiva. Tako da je nujno zveste, katero gradivo, in ga naročite, je nujno uporabljati računalniški katalog. Zdaj pri tem je pomembno vedeti to, da smo nekje v začetku 90. let prejšnjega stoletja prišli na katalogizacijo v elektronski obliki, pač s pomočjo aplikacije, programa. In od takrat naprej je vse gradivo, bom rekel, popisano z podatki v računalniškem katalogu. Predtem smo seveda imeli listkovne kataloge, pravzaprav več katalogov. Tukaj so naprej v prosojnicah so našteti, kateri so. In namreč s tem mi smo potem tudi nekje v sredi 90. te kataloge skenirali oziroma prepisali v računalniški katalog. Tako da veliko gradiva je v računalniškem katalogu, tudi starejšega, ne pa čisto vse. Tako da, če koga zanima kakšne starejše gradivo, potem ali pa sploh kakšno gradivo tuje, jugoslovansko, potem so ti katalogi v določenih primerih, sicer bolj redkih, še zmeraj aktualni. Tako da tukaj so našteti toliko, da boste, da imate pač napisano, kot vidite, so to pač starejše gradivo. Verjamem, da za to vse niti ni relevantno, ampak kakšni, ki bojo pač se ukvarjali s kakšnim starejšim gradivom, je pa zelo prav, da to vedo. Recimo v teh kartotekah je podatek o, se pravi, revijah, časnikih iz Jugoslavije med drugima vojnama, ne. Če boste šli iskat v računalniški katalog, izgleda, kot da mi tega nimamo, v resnici pa imamo, a ne. Zato toliko poudarjam te starejše kataloge, da se pač res, da ste pozorni, pa da se to gradivo najde. Tudi v zbirkah, a ne, ni vse v računalniškem katalogu. In če je pač gradivo starejšega datuma izida, je potrebno biti pozoren, a ne. Tako, potem rokopisi imajo poseben katalog. Tukaj na naši spletni strani je povezava, katalog rokopisov. En del je tudi v portalu Zapuščin, to je naš najnovejši portal, ne pa čisto vse, no, to so ti srednjeveški rokopisi, a ne, kot vidite, iz 1374. No, to je pa recimo ena zapuščina, si lahko predstavljate, kakšna je, recimo, no, ta ena zelo obsežna. Recimo od Badjure, imate osebne dokumente, dela, pisma in tako naprej. Vse to je pač, to mi hranimo kot njegovo zapuščino, ne. To, ker
ti podatki pa niso v računalniškem katalogu. Dobro, zdaj, če gremo naprej, omeniti moramo še portal Slovensko bibliografijo, kjer imamo digitalizirane oblike slovenske bibliografije, skratka pregled nad, bibliografski pregled nad slovenskimi publikacijami tam nekje od leta 1950 dalje. Imamo tudi kataloge, zanimiva je tudi retrospektivna bibliografija člankov za to obdobje. To je bil en projekt iz bivše Jugoslavije. Ta je sicer dostopna tudi v elektronski obliki, ampak je samo v delovni obliki. Zdaj, tukaj mogoče samo še omenim, da tak računalniški katalog Cobiss Plus ima v resnici veliko možnosti za iskanje, recimo dosti enostavno je iskati prevode ali pa sekundarna avtorstva, prevajalce, potem omogoča več iskanja po temi, po založniku, ne vem, tiskarju in tako naprej in tako naprej. Skratka, kdor se ukvarja s kakšnim pregledom publikacij ali pa hoče pač dobiti neke vrste pregled, nad, ne vem, določeno recimo literarno zvrstjo, je, bom rekel, v tem našem katalogu v resnici veliko podatkov, ki se jih da seveda izkoristiti. Tako, toliko o teh virih za iskanje našega gradiva. Zdaj, slovenska bibliografija je vključena v računalniški katalog, je njegov del, na tem portalu lahko iščete samo po njej, ampak je v bistvu pobira zapise iz našega računalniškega kataloga. Zdaj, to so bili, bom rekel, ti informacijski viri za raziskovanje naše zbirke. Zdaj, v računalniškem katalogu boste pri zapisih, ki imajo pač, bom rekel, ki so v elektronski obliki, ali gre za elektronske knjige ali elektronske revije, imate tudi povezavo na Digitalno knjižnico Slovenije, tako da, če iščete po računalniškem katalogu, boste tudi prišli na Digitalno knjižnico Slovenije. To je en naš, bom rekel, najpomembnejši portal. Zdaj, na tem portalu je najprej digitalizirano gradivo, računamo, da je približno, desetina gradiva našega digitaliziranega, šele desetina. Namreč to gradivo je večinoma je izšlo pred letom 1945, ker seveda zaradi avtorskih pravic ne moremo kar brez dovoljenja avtorjev oziroma nosilcev pravic gradivo digitalizirati. Zdaj, nekaj je tudi gradiva, ki je izšlo kasneje, za katerega smo dobili pravice. V zadnjem času pa bomo objavili tudi, mislim, da 300 naslovov knjig, ki so razprodana, ni jim pa še potekla avtorska pravica, ampak to šele zdaj počasi začenjamo, ker je šele zdaj pravzaprav imamo zakonsko osnovo za to. No, potem je na Digitalni knjižnici Slovenije dostopen tudi elektronski obvezni izvod, ampak posebnost tega je, da mi ne smemo tega gradiva omogoča dostop iz kjerkoli na daljavo, ampak samo na posebnih računalnikih v NUK-u.
in tudi ni mogoče tega gradiva tiskati, shranjevati, ampak samo samo en manjši del. Tako da morate pač priti v NUK. No, potem imamo pa tudi še spletni arhiv in pa mega iskalnike. No, na Digitalni knjižnici Slovenije je tudi ta znanstvena periodika, znanstvene revije. To je tudi, pa tudi od drugih knjižnic imamo določene digitalizirane vsebine. Zdaj, Digitalna knjižnica Slovenije je dostopna na tej povezavi. Ne bomo šli prav v podrobnosti. Tukaj opozarjam na eno možnost naprednega iskanja, kjer lahko iščete po besedilih, po čemer po celotnih besedilih v računalniškem katalogu ne morete iskati. Pa posebnost je še to, da rokopisi in pa šolski spisi jih ne najdete v računalniškem katalogu, vse ostalo pa. Tako da ta portal pač se lahko omejite po vrsti gradiva, samo po knjigah, potem tukaj lahko naprej omejujete gradivo. Pri periodiki imate recimo koledar. No, tukaj pa lahko iščete pri slikah recimo fotografije znanih Slovencev, plakate. Ne, tukaj recimo imate koledar za leto, ne vem, določen dan v letu 1832 recimo, ne. Skratka, več možnosti, ne bomo šli v podrobnosti, samo toliko, da imate to osnovno idejo. Kot sem že rekel, potem imate spletni arhiv. Ja, tukaj so sicer začasno ni dostopna, ampak ideja je ta, da lahko iščete pač recimo neko spletno mesto, kako je izgledala, ne vem, pred 10 leti, ne, ker namreč mi nekajkrat na leto posnamemo ves slovenski splet in ga shranimo na našem strežniku, tako da ga pač ohranjamo za naprej. No, potem bi vam pa predstavil mrežnik, vstopni portal do elektronskih virov. Tukaj so viri, ne vem, koliko poznate, mogoče nekateri ja, nekateri ne. Na mi NUK samostojno ali v sodelovanju z drugimi knjižnicami kupuje kar veliko število pravzaprav elektronskih virov, kjer v bistvu zakupi dostop, tako da je dostopnih na milijone znanstvenih člankov, na 100 000 elektronskih knjig, pa potem tudi druge podatkovne baze, in tukaj imate eno res obsežno digitalno knjižnico, ki je po velikosti razred večja, kot je digitalna knjižnica, ne. To so ogromne zbirke iz različnih področij. S tem je podobno, tako kot s knjižnično zbirko NUK, ne zanima vsega vse, kar je razumljivo. Zdaj, tukaj si lahko pomagate, da izberete pač vaše področje, pa pogledate, kaj je na razpolago, kolikor ne poznate. Tukaj so v bistvu samo opisi virov, recimo tale Academic Search Premier, kjer vidite, da je 17 000 naslovov
revij vključenih, a ne, 8000 v celotnem besedilu in tako naprej. No, tole je pa povezava, da dejansko odprete ta vir, to ogromno podatkovno zbirko in po njej iščete. Imamo tudi posebne tečaje, posebni tečaj, na katerem učimo, kako iskati po teh različnih virih, kako se znajti, tako da če imate kakšne težave, se lahko prijavite. To ima kolegica. Zdaj, če gremo malo čez različne zbirke, kar po abecedi, vidite, da tukaj recimo podatkovna zbirka za kmetijstvo, potem je recimo so raziskovalni podatki, to je prosto dostopno, potem imamo zvočne knjige, potem tukaj so odprti viri, to je potem recimo Biblos, tudi slovenske elektronske knjige, to so potem digitalna knjižnica latinskih besedil, potem elektronske knjige enega znanega založnika, potem Enciklopedija Britannica, to je potem recimo za področje podjetništva, spet slovenske elektronske knjige, tukaj so recimo leksikoni, enciklopedije, slovarji, ogromna zbirka. No, potem imate tudi tukaj elektronske knjige, elektronske revije, potem tudi elektronske knjige so bile nekaj časa odprte. Skratka, toplo priporočam, no, tukaj imate elektronske knjige, skratka, toplo priporočam, da ta mrežnik raziščete in vidite, kaj je vse dostopno. Recimo Oxford Handbooks je ena zanimiva podatkovna zbirka. Tukaj imate opis, a ne, tukaj gre v bistvu za ene pregledne članke, kaj sintezo znanja s posamičnih področjih, a ne, kot vidite, je to nekako so neki temeljni pregledni članki, recimo temu reči, z različnih področji in če nekje začenjate raziskovati, je gotovo to ena zanimiva, ena odskočna deska. Tako, zdaj druga možnost dostopa do teh virov, ne čisto do vseh, je pa megaiskalnik, to imate povezavo, prej je bila, imate jo pa tudi tukaj, ta megaiskalnik, namreč ta megaiskalnik vseh te ogromno množico virov lahko iščete prek enega okna, ne rabite odpirati vsakega posebej. Ti iskalniki so tudi, bom rekel, v narekovajih pametni, a ne, in jih lahko pač na lahek način pridete do zelo veliko literature, ki je recimo na Googlu ali pa prosto na spletu ni. Dejansko je veliko literature prosto na spletu, ampak vse pa ni, in tudi tukaj imate določene možnosti iskanja, ki jih recimo na Googlu nimate, a ne, je to, bom rekel, boljše. Zdaj, če ste v Cobisu imate še en drug megaiskalnik, ki je ravno tako dober, če greste v Cobis, pa potem v baze podatkov, pa izberete megaiskalnik Nuke oziroma Dcool. Vi boste verjetno Dcool izbrali, če imate študentsko identiteto, in tudi tukaj, a ne, ne vem, dobite ogromno virov.
dejansko tudi bližnjice na celotna besedila, od pač znanstvenih člankov, elektronskih knjig, poglavij, prispevkov v zbornikih, in tako naprej. Tudi imamo en poseben tečaj, ki se, ukvarja prav s tem. Če gremo naprej, če, boste imeli mogoče težave ali pa boste želeli izboljšati svoje poznavanje, kako priti do teh različnih elektronskih virov, imamo pač, različne, tečaje, kjer vam pač lahko pojasnimo, kako se išče, po teh virih. To je, namenjeno iskanju po mega iskalniku, po citatnih indeksih, tudi, vrednotenje, objav, kolegica, poučuje. Potem tukaj gre za orodje za upravljanje bibliografskih referenc, se pravi, če imate, osebno bibliografijo, kako uporabljate program, da vam sam, zgenerira bibliografijo na koncu nekega dela, da pač to literaturo, ki jo imate pregledno shranjeno. No, tole se zdajle dogaja. Tukaj sicer ni, potem je tečaj za, elektronski informacijski viri, kjer kolegica pokaže, kako se išče, kako se uporablja te elektronske vire. No, potem je pa tudi verjetno tole zanimiv tečaj za vas, za objavljanje v odprtem dostopu, se pravi, kakšni so ti različni načini odprtega dostopa, kako preveriti, kredibilnost revije, se pravi, ali gre za, ko rečem, goljufivo revijo, ki ni ta prava, kako določiti težo revije, kako preveriti, če je pač vredna objave in kakšen je njen domet. To je namen tega. Tudi vas vabim, da pogledate tole spletno stran. Samo sekundo. Se pravi, če gremo, na mrežnik, je tukaj odprta znanost in potem, odprti dostop, kjer vam, pač, pojasnimo, kaj so pač posebnosti, kako je z avtorskim pravom in tako naprej. In tudi tukaj prek nas urejate to plačilo za odprti dostop v hibridnih revijah, a ne, kjer imamo mi izpogajano z založniki, da lahko recimo z Univerze v Ljubljani določeno število avtorjev objavi, narekovajih zastonj, a ne, in je članek v odprtem dostopu, ni za zidom, a ne, ni omejitev, dostopa. Tako da to so te informacije. No, potem, so tudi vodiči, se pravi, vodiči, kjer se lahko sami izobražujete, recimo, kako iskati po naši zbirki, medijski pismenosti in tako naprej.
to. No, potem NUK najbrž poznate, kaj vse imamo. Ti namenski računalniki so v časopisni čitalnici, pa tudi v informacijskem središču. Ta je dostopen tudi nečlanom, da se pač tudi s prenosniki, seveda imamo vtičnice v veliki čitalnici. No, v tej sobi, mogoče samo to omeniti, imamo sobo, kjer je opremljena pač z, ne vem, s kasetofonom, videorekorderjem, pač za uporabo tega starejšega gradiva, tudi z enim arhivskim računalnikom. Tok mimogrede. Zdaj smo pa že pri storitvah. Tukaj mogoče omenim posredovanje kopij člankov, to je sicer plačljivo, ampak lahko naročite pač prek ene spletne strani določen članek in vam ga pač skopiramo, tako da si prihranite pot v knjižnico, to najdete tukaj. V bistvu naročilen se oziroma pošljete pač na elektronsko pošto, tukaj je tudi cenik. Če gremo naprej, medknjižnično izposojo, to bi pa rad še posebej izpostavil, namreč v teh elektronskih virih včasih ne dobite tistega gradiva, ki ga iščete, sploh kakšnega starejšega. Prav je, da veste, da obstaja neka storitev, kjer v resnici lahko dobimo praktično vsako publikacijo, ki je kjerkoli, kdajkoli izšla. Seveda, slaba stran te storitve je, da je plačljiva, ampak mi dejansko lahko dobimo, recimo, dobra je recimo za kakšne članke, kjer, če greste na spletu, do kakšnega založnika pride članek, ne vem, 50 evrov, recimo približno, pri nas ga dobite že za 8, pa verjamem, da 8 tudi ni tako malo, ampak vseeno je bistvena razlika, a ne. Potem dobimo tudi lahko skene knjig, dobimo lahko tudi knjige nam pošljejo po pošti, čeprav sicer je včasih malo težava z gradivom izven Evropske unije, ampak tudi dobimo, je to tudi dražje, ne, tako da včasih se splača mogoče kakšno rabljeno knjigo kje kupiti, ampak načeloma pač imate to možnost, a ne, če publikacije ni ne v Sloveniji, da ne morete pač iti v knjižnico, da ni v teh različnih elektronskih virih, jo lahko pač naročite prek naše medknjižnične izposoje, to je sicer plačljivo, čeprav subvencionirano, ampak še zmeraj nekaj stane, tako da prek teh kontaktnih podatkov pač kolege kontaktirate in pač lahko dobijo v bistvu praktično vse, tudi v nekaterih primerih celo elektronske knjige, kar sicer iz Amerike, kar sicer po naši zakonodaji mi ne smemo delati, ampak zunaj pa to je celo možno, ne, in tudi članki lahko zelo hitro pridejo, že praktično v nekaj urah so tukaj, na to pač, kadar boste rabili gradivo, ki ga dejansko ni mogoče dobiti, se pač lahko tukaj obrnete na nas. Tako, no, to je ta digitalizacija knjig po naročilu, to so te knjige, ki jih lahko naročite pravzaprav kar iz kataloga, to je sicer plačljivo, in mi te gradive, ki jim je poteklo, so jim potekle avtorske pravice, pač digitaliziramo in jih pač dobite v elektronski obliki. No, to so pa še bibliografije raziskovalcev, če slučajno rabite vpis v bibliografijo raziskovalcev, čeprav to ponavadi uredite na vaših matičnih knjižnicah. Zdaj, če boste imeli kakšna vprašanja, kakšno svetovanje, imamo mi en spleten obrazec, se pravi, tukaj imamo spletni obrazec, kjer imate telefonsko številko, odpiralni čas, lahko se pa tudi dogovorite z našimi kolegicami, da se prek Zooma na daljavo pogovorite, kaj vprašate, vam kaj razložijo, kaj pokažete, tukaj se zmenite pač za datum,
pa jih komot kaj vprašate, če boste seveda rabili pomoč, a ne. Tukaj nam pa lahko tudi zastavite pač vprašanje, ne, tako odgovor dobite naslednji delovni dan ali pa mogoče kakšen dan dlje, odvisno koliko časa rabimo za to. No, tole zadnjo alinejo sem pravzaprav pa že omenil, a ne, skratka ta odprti dostop, vi veste, da grejo stvari v smer odprte znanosti, skratka, da pač dostop ne bi bil zaprt do objav in tudi do raziskovalnih podatkov. In tukaj pač je tukaj kolegica, ki vam pač lahko pomaga, da se pač znajdete pri tej objavi, pri izboru revije. Tudi te spletne strani sem vam že pokazal, kje so te osnovne informacije. Tako da najlepša hvala za pozornost. Tako da ta posnetek bo objavljen in si ga boste lahko pogledali.